Ja, vsakič se lepo vrnem tudi Domžale, še posebej tukaj noter v klub zapeljati. Tako da ja, me vežejo zelo lepi spomini in nek topel občutek, ko se vrnem v klub. Bil sem kar dolg igralec, do kadetov, potem pa, ali pa mogoče že malo prej. Potem pa enkrat golmana ni bilo na našo tekmo in noben ni hotel iti v gol in je trener rekel, da pač tisti, ki gre za to eno tekmo, dobi veliko milko in sem pač rekel, zakaj pa ne probati. In potem je tisti golman nehal hoditi, jaz sem pa enkrat že bil v golu in pol sem kar nadaljeval. Mi ni bilo s toliko slabo, no. Res smo imeli stvari že takrat na visokem nivoju. Veliko dobrih trenerjev, tudi seveda dobri igralci, ampak imeli smo urejeno prehrano, individualne treninge, regeneracije. Zelo dobro se je delali in veliko smo zmagovali, kar je bilo vedno lepo. Kar normalno je bilo, da zmagamo takrat, a ne. Tako da zaradi tega pač smo imeli občutek, ja, da se nekaj velikega dogaja in jaz sem bil pač zelo tudi vesel, da sem pač del tega, a ne. In zdaj, ko pogledam za nazaj, pač to ni bilo toliko normalno, da smo bili toliko dobri, kakor se nam je takrat mogoče zdelo. Vsako trenerjev je dal nekaj zraven. Pač takrat Slaviša Stojanović kot glavni trener, ki je skrbel za taktiko, za zelo dobre treninge. Potem tudi naš kondicijski trener Martin Magister je skrbel za vsak detajl. Že na ogrevanjih smo pač mogli razmišljati nogometno pa pač delati neke prvine, nogometne igre med samim ogrevanjem. In pa seveda trener golmanov, takrat Filip Filipovski, ki je tudi s svojim širšim nogometnim znanjem pač doprinesel k dvigu kvalitete igre. Ne samo golmanov, ampak tudi pač taktike. V stiku sem z Nejcem Vidmarjem. Z njim sva imela nekako največje rivalstvo. Tako da ja, sigurno bi izpostavil tukaj njega. Poleg tega, da še vedno zaostaja v najinem štetju. Vsak trening sva štela, kdo dobi več golov. In mislim, da ga vodim za 5 treningov še. Tako da to sva pa tudi nadaljevala na tekmah, ko sem jaz branil že v Gorici, pa še v Domžalah sva se na začetku tekme se zmenila, da danes štejela. Tako da imam še v dobrom par. Pa ne vem, glede na to, da sem se odločil za položaj golmana, ne, ko je treba najmanj laufati, sem se tudi odločil za študij matematike, ker se bi treba najmanj piflati. Pač, če razumeš, nekako gre. Tako da ja, tem sem bil dober, tako da sem pač pa tudi študiral. Sem pač, ja, malo sem prilagodil stvari, ampak na koncu se vse da, če se hoče. Tudi velikokrat se spomnim na treningih, ko sem imel kakšne izpite, je trener golmanov Filip Filipovski rekel pač, lej, šola je prva, ne. Tako da sem imel tudi podporo iz te strani in zdaj se pač tudi ukvarjam s tem poklicom, z računalništvom, tako da ja, sem vesel, da sem ob nogometu še dokončal šolo. Če bi še enkrat lahko izbiral, bi bil še enkrat vratar. Ker je to najbolj pomembna pozicija v nogometu in pač samo izbrani smo lahko vratarji. Danes probam biti čim bolj fizično aktiven, ker delam službo, v kateri sedim za računalnikom cele dneve in opažam, kako mišice rabijo reden trening, tako da poskušam ostati čim več športno aktiven, tudi igrati kakšen mali nogomet s prijatelji. Mogoče lahko omenim še družabno igro Backgammon, s katero poskušam navdušiti čim več ljudi zadnje cajte. Gre za neke vrste mešanico med šahom pa med človek-knezise, tako da ja, ta igra izvira iz Irana in je že stara več kot 5000 let. Tako da tudi nekaj svojega prostega časa posvečam temu. Sem zadovoljen, da sem bil del te zgodbe že v Domžalah, pa tudi potem
kasneje pač se je moja kariera razvila, kakor se je. Težko je biti zdaj pameten za nazaj, kaj bi bilo lahko drugače, ampak sem zelo vesel, da sem pač bil del neke nogometne zgodbe v Sloveniji. Sebi kot najstniku, ki začenja s treningi, bi zdajle svetoval, da zaupa procesu, ki se dogaja v klubu, da posveti čim več svojega prostega časa treningom in trdemu delu. In na koncu, tudi če se včasih zdi, da se nič kaj preveč ne dogaja, na koncu vsak dobi priložnost in je vsak trud poplačan, tako da trdo delo.